Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, dobrodošli na 23. mednarodnem festivalu ustnih harmonik Ahte Orglice. Po dveh ponovitvah v Trebnjem se je festival po desetletje dolgi prekinitvi preselil v Mokronog, letos pa že drugo leto zapored na splet. Želimo si, da tokrat zadnjič in da se prihodnje leto spet vrnemo na oder, na katerem smo na zadnji prireditvi v živo zadnjo soboto v februarju razglasili za Slovenski dan orglic ustnih harmonik. Zatorej pozdravljen praznični dan. Letošnji festival je drugačen. Ne le zaradi sodelovanja 40 posameznikov in skupin iz Slovenije in tujine, ampak tudi ali pa predvsem zato, ker je priprave na spletni dogodek zaznamovalo slovo idejnega očeta in duhovnega vodje festivala Staneta Pečka. Njegovo srce se je ustavilo, a njegova bogata zapuščina, ki jo lahko spoznavamo le po posameznih straneh, idejah in dosežkih, nas bo spremljala še dolgo. Zaradi njegove ljubezni do zgodovine, kulture in predvsem do glasbe nas lahko denimo nocoj navdušuje zvok orglic, ustnih harmonik, malega glasbila, ki je dobilo svoj spominski dan in festival ter povezalo dolenjski kraj Mokronog s številnimi mesti po Sloveniji in svetu. Občina Mokronog Trebelno stoji ob strani festivalu, ki ga organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Trebnje. Njegov prijatelj je tudi župan Anton Maver. Letos nas orglice združujejo že 23. Toda prvič brez dolgoletnega promotorja tega malega instrumenta. Stane Peček, oče festivala Ahte Orglice, je bil eden tistih entuziastov, ki mu je ljubiteljska kultura zlezla pod kožo. 5 desetletij je bil nepogrešljiv spodbujevalec kulturnega dogajanja v širšem dolenjskem prostoru. S festivalom Ahte Orglice je ponesel ime našega kraja v številne dežele. Preprosto, po orglicah smo postali poznani na širšem kulturnem in turističnem zemljevidu. Hvala ti, Stane. Spoštovani ljubitelji orglic, hvala tudi vam, da ohranjate in na novo vzbujate spoštovanje do tega malega instrumenta, da ste ohranili prizadevanje in moč, da vsako leto znova sodelujete na našem mednarodnem festivalu in tudi vam seveda, ki ta festival organizirate. Festival gre letos res še enkrat na splet, toda vsi skupaj si zaželimo, da bi bilo čim prej vse tako, kot je bilo, in da bi 24. festival, torej prihodnji festival, ponovno doživeli v živo tukaj v Mokronogu. Ostanite zdravi, imejte se lepo in uživajte ob zvokih orglic. Sredi drugega tisočletja so na Kitajskem igrali na glasbilo šeng, narejeno iz skupaj povezanih bambusovih piščali z nihajočimi jezički. Zvok je nastal, ko je zrak zanihal na ploščico pritrjene jezičke. Podobno je pri orglicah, ki so se kot aura, znamenito pihalno glasbilo z vrsto nihajočih kovinskih jezičkov, rodile pred 2 stoletjema v Berlinu. Ustna harmonika je v našem slovenskem prostoru dobila ljubkovalno ime orglice in z njim v 90. letih prejšnjega stoletja mednarodni festival ustnih harmonik Ahte Orglice, ki ga je z vedno novimi idejami za dvig priljubljenosti glasbila in festivala usmerjal vseprisotni Stane Peček. Do letos. Z zavedanjem, da je večerni koncert tudi priložnost, da počastimo spomin in delo idejnega očeta festivala, je 3-članska strokovna komisija v sestavi Tatjana Mihilčič-Gregorčič, Miro Dizdar in Miro Božič pregledala in poslušala 40 posnetkov z vsega sveta. Tukaj smo na tem trgu med Mokronožci, ki so poredni, pridni in prijateljem vidni. Žal med nami ni glavnega Mokronožca Staneta Pečka, ki je bil, dajmo reči, velik kulturni erudit Dolenjske, tudi Slovenije, velik Slovenc. Ampak nekako se zdi, da je tukaj med nami. Moram reči, da smo kar zadovoljni s tem, kar smo dobili. Imamo različne zvrsti
različne avtorje, različne glasbe, od folka do klasike. In kaj ne rečem, dajmo se prepustiti tem orgličarskim zvokom in še enkrat vsi vabljeni na ogled koncerta. Stane je večkrat primerjal orglice in Slovenijo. Oboje majhno, podcenjeno, polno neodkritih možnosti in v iskanju priložnosti. Od začetkov festivala v osamosvojitvenem letu se je razvijala in na različnih področjih dokazovala Slovenija. Nekdaj predvsem med pastirji priljubljeno glasbilo pa je našlo nove prijatelje, ki nanj zaigrajo raznolike melodije. Večerni koncert tako začenjamo s prepletom 4 izvajalcev. Hans Tinel nam slovensko polko pošilja iz Münchna. S poljanskimi orgličarji se bomo odpravili na Gorenjsko, Mundharmonika trio Klagenfurt iz Celovca nam bo zaigral tirolski valček, sejmarji pa nas bodo spomnili, kako pomemben je nasmeh. Zakaj pa ne?
V zabavni glasbi orglice najpogosteje slišimo pri bluzu. Pozorno uho pa jih ujame tudi pri džezu, celo popu in rock'n'rollu. Pogosto iz njih izvabijo tudi ljudske napeve. Iz Kolumbije nekaj tradicionalnih melodij v sodobni preobleki pošilja Violeta Avila González. Karl Heinz Wagner in Steffi Sandner iz Nemčije sta priredila popularno skladbo You are the reason, ti si razlog. Branko Banovec je prepletel dve country skladbi, Robert Ivačič pa je k sodelovanju pri avtorski skladbi povabil še kitarista Richarda Smitha. Vem, da bi radi slišali vse štiri.
Vsako leto festivalu dajejo vrednost in pomen umetniki, ki se nanj vračajo, in novi izvajalci, ki jih prav zaradi širine in odprtosti festivala spoznamo. Na Štajerskem živeča Francozinja Florence Gacquin-Marc je za tretji nastop na festivalu izbrala avtorsko skladbo, ki jo igra na posebej zanjo izdelane lesene diatonične orglice. Nemški duo Klangspiel, ki skupaj vztraja že več kot 3 desetletja, nam prinaša ljubezenski pozdrav, ki ga bo dopolnil šopek Jagodičevja, ki so ga za nas nabrali na Poljskem, odkoder na spletni festival v Mokronogu prihaja zasedba Lady and Gentlemen's Harmonika. Prisluhnimo jim.
Festival Ahte Orglice je vsakokratna priložnost tudi za poklon virtuozom igranja na žepno glasbilo, ki je našlo svoje mesto celo na velikih koncertnih odrih in nam pokazalo, da je biti majhen stvar duha in ambicije. Tega pa skromnemu glasbilu, ki začetnika navduši tudi zato, ker iz njega hitro zvabi prijetno melodijo, ne manjka. Hkrati pa je ustna harmonika, kakor ji pri nas raje rečejo mojstri, ki z njo poustvarjajo klasično glasbo, prijazen sopotnik pri glasbenem popotovanju v neke druge čase, na druge kraje, k novim priložnostim in starim prijateljem. Gostje letošnjega festivala zaključujejo večerni koncert. Dolgoletni strokovni vodja festivala Vladimir Hrovat s Simono Perme v duu Sorarmonika, nova prijatelja, vsestranska umetnika in orgličarja Miran Mohar in Miha Erič ter večkratni strokovni sodelavec festivala, letos pa tudi predsednik strokovne komisije Miro Božič. Zaigrali bodo na orglice, v nas zagotovo prebudili tudi nekaj nostalgije, predvsem pa iskrene hvaležnosti za tukaj in zdaj.
Spoštovani in spoštovane, letošnje orgličarsko popotovanje in z njim 23. festival Ah, te Orglice zaključujemo. Hvala nastopajočim, organizatorjem, sponzorjem, Stanetu in hvala vam, ki ste nas tudi letos spremljali prek takšnih in drugačnih ekranov. Do prihodnjič, ko se bomo, tako upamo in verjamemo, lahko videli tudi v živo, vam v imenu soustvarjalcev spletne prireditve želim le še: bodite lepo.